Skupnost za zavest Krišne črpa svoje znanje iz ved, knjige, stare več kot 5000 let, ki jih je izgovoril Bog, in v teh spisih je rečeno, da imajo vsa živa bitja, tudi rastline, dušo, da smo si vsi na duhovnem nivoju enaki, samo da imamo v skladu z zakonom reinkarnacij, nekateri v tem trenutku telo človeka, nekateri telo živali, nekateri telo rastline. Se pravi, na duhovnem nivoju smo vsi bratje in sestre. Vede nas učijo, da je eno živo bitje hrana za drugo živo bitje. Edino, kar je bistveno, je, da ne delamo nepotrebnega nasilja. Se pravi, če žival je rastlino, to ni nepotrebno nasilje, ona to rabi za svojo hrano. Človek, če lahko preživi brez jedenja mesa, kar je dejstvo, to pomeni, da je jedenje živali nepotrebno nasilje. In mi, živali, nimamo pravice vzeti življenje, ker ga tudi nismo dali. In če to počnemo, potem dobimo karmo, je to greh. In v tem življenju in v naslednjih življenjih lahko zaradi tega mi kot posameznik in družba kot celota dobi reakcijo. In zato vede učijo, da bi mogli vsi ljudje biti vegetarijanci in da ne bi smeli jesti mesa. Zelo enostavno. Oziroma, lahko celo smo tako malo širokogrudni in vede lahko celo pravijo, da če želiš jesti meso, da ga lahko ješ, ampak sam, da počakaš, da žival umre naravne smrti. Mi prosimo Boga, da je milosten do nas, istočasno pa nimamo milosti usmiljena do ostalih naših bratov in sester, rečemo živali in ljudi, potem smo dvolični. Prosiš nekaj Boga zase, kar nočeš, da se ostalim zgodi. Se pravi, da imajo srečno, normalno življenje, brez da bi jih bilo strah za svoje življenja. In sama debata o tem v resnici ne pove toliko o živali, kot pa o teh ljudeh, ki jih sprejemajo in debatirajo o takem očitnem dejstvu, da je žival živo bitje in da je čuteče bitje. Jasno, gre samo za čisto enostavne ekonomske interese, mesno-predelovalne industrije, ki stoji v zadnji, nikoli nobene hude filozofije, ki bi zdaj bila potrebna, da bi razumeli, da je žival čuteče bitje. Vegetarijanstvo kot tako ni neka noviteta. Če se komu to zdi, že pred 2500 let nazaj so bili Pitagorejci, ki so, se pravi, Grčiji, ki so propagirali vegetarijanstvo, v Indiji je to že tisočletja tradicija in to, kar se ljudem zdaj nekako zdi, da je tukaj nek val, nekaj novega, daleč od tega, ne. To je samo vračanje k koreninam, vračanje k normalni dieti za človeka. Naj še to povem, da beseda žival izhaja iz besede, jasno, nekaj, kar ima življenje. Beseda življenja pa izhaja iz sanskrta, iz besede dživa, dživanam, ki pomeni duša.